na drugi funkciji. Današnja seja je bila zelo zanimiva in turbulentna, kot so časi, v katerih živimo, in nekako sporočilo, ki ga bomo predali, bom skušal strniti v kar se da kratko sporočilo. Zdravniške organizacije, združene v koordinaciji zdravniških organizacij, pričakujemo, da bo v najkrajšem možnem času na nivoju države proglašen rdeči alarm. Če citiram kolega Boštjana Kersniča, je zdravstveni sistem tik pred tem, da pade, smo na robu in seveda določene reči, ki ste jih bili kot pacienti vajeni pred COVID časom, dan današnji več niso na voljo oziroma vam jih ne moremo nuditi. Cela kopica reči zaradi COVID-a, ki smo jih prej počeli, danes odpada. V prihodnjem tednu pričakujemo razmere, ko bomo imeli lahko določeni kolegi, ki delajo na kritičnih točkah v sistemu, dva pacienta, ki bosta potrebovala respirator, nujno zdravljenje, eden bo po poškodbi v prometni nesreči ali kakršnikoli drugi pa bo ga potreboval zaradi COVID-a. Zdravnik, ki bo pa tisti, ki ima mora pomagati, pa ne bo imel ali kadra, ki zna takim pacientom pomagati, ali pa ne bo imel ustrezne postelje, na katero bi takega pacienta dal ležati. Dejstvo je, da smo v situaciji, ko je na primer jutri na programu parlamentarnega odbora za zdravstvo seja na temo čakalnih dob. Danes smo se zdravniki na koordinaciji, ki vodimo zdravništvo, nekako odločili, da se tovrstnih sestankov v tem času ne bomo udeleževali. Čas je tak, da zahteva vse sile za reševanje izrednih razmer. In če komu to ni jasno, je to seveda njegova težava in naj o tem razmisli sam pri sebi. Trenutne razmere pa bi končal z enim pozivom, se pravi prebivalstvu, našim pacientom, tistim, ki nas bodo rabili, so take, da mora vsak od nas vedeti, da mora storiti prav vse, kar je v njegovi moči, da neke nujne oskrbe v prihodnjem mesecu, dveh ne bo potreboval. To pomeni, da skrbi za svojo kronično bolezen, da se ne bo poslabšala, da iz svojih ravnanj in vsakodnevnega početja odstrani vse tisto, kar je lahko tvegano, da bi pripeljalo do poškodbe. To so razni športi, divja vožnja, karkoli, kjer se poškoduješ, in pa seveda, da se izogibamo tveganim stikom, da počnemo vse to, kar že 2 leti poslušamo, skoraj 2 leti, se pravi, da ne tvegamo, da bi dobili katerokoli okužbo, ne samo COVID. In pa seveda, nazadnje, pa ne najmanj pomembno, da vsi tisti, ki se še niste cepili, da se cepite, je tudi čas, da se cepite proti gripi, kajti namreč ne verjamem kot dolgoletni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, da bi lahko imeli 2 leti zaporedoma tako srečo, da bi se nas gripa letos še enkrat izognila. Hvala lepa, pa karkoli bo treba še odgovorim. Zdaj pa ne, če bi še kdorkoli karkoli dodal, jaz mislim, da... Jaz mislim, da smo na voljo za vprašanja. Ja. Jaz bi morda začela z nečim izven konteksta, ampak mogoče, če lahko pokomentirate malce današnjo poročilo policije, 2 zdravnika, ki sta izdajala proti plačilu zdravniška, spričevala tudi COVID-na potrdila. Verjetno lahko to vsaj obsegite v zdravniški policiji. Torej, kakšnih podrobnosti ne poznamo, vemo samo točno to poročilo iz medijev, ta 2 stavka, ki ste jih ravnokar povedali. Na vsak način gre za neustrezno ravnanje, ne samo neustrezno, strokovno, zelo neustrezno, poleg tega tudi verjetno kaznivo. Je pa treba seveda stvari raziskati in obsojati ljudi vnaprej, ne da se stvari raziščajo, tega na vsak način ne moremo. Veste pa, da smo že v zadnjih tednih in mesecih prijeli nekaj posameznih podobnih prijav, ki jih na zdravniški zbornici obravnavamo. Mogoče še kar rekli ste, da pričakujete rdeči alarm naslednji teden, v bistvu že ta teden zaradi COVID situacije. Kakšno je stanje na COVID oddelkih? Kako je z osebjem? Torej, z osebjem je kritično. Cela Slovenija praktično je mobilizirana za to, ves zdravstveni kader, da bo zagotovil
kader tam, kjer je res najbolj nujno potreben. Tukaj gre predvsem za oddelke za intenzivno zdravljenje. Tukaj potrebujemo seveda zelo kvalificiran kader, potem pa seveda premeščanje iz drugih delov zdravstva, kjer potekajo manj urgentne obravnave. Pomagamo si s študenti medicine, zdravstvene nege, skratka gre za eno res alarmantno stanje, ki ga lahko obvladamo res z maksimalno solidarnostjo na eni strani vseh zdravstvenih delavcev in na drugi strani seveda solidarnostjo ljudi, ki bodo situacijo razumeli in pripomogli, tako kot je že omenil dr. Dovnik, da bodo razmere vsaj za silo obvladljive. Res pa je, da moramo opozoriti ljudi, da bomo naredili kar se da pri vsakem posamezniku, ampak kapacitete so omejene. En zdravnik intenzivist ne more obravnavati več kot toliko pacientov. V urgentnem centru lahko obravnavate naenkrat enega hudo bolnega in ne dveh. Vas morda že skrbi, da se približujemo točki, ko bi bilo treba izbirati, komu bo nudena intenzivna pomoč? To se lahko zgodi. To se lahko zgodi. Zgodilo se je v drugih državah v podobnih situacijah, tako da tega ne moremo izključiti. To je nekaj, kar je za zdravnika neznansko breme. Ne samo stališča nekega, ne vem, če hočete, ekstremno sodnega preganjanja, ampak če se zdravnik znajde v taki situaciji, gre za nekaj, kar ga bo spremljalo vse življenje. To so najtežje stvari, ki se zdravnikom lahko zgodijo. Pa sicer ocenjujete trenutno organizacijo zdravstva, je še kaj manevrskega prostora, da bi se lahko zadostilo, zagotovilo dovolj kapacitet, kadra, ali se dela vse, kar je možno? Torej, dela se vse, kar je možno, kadar se premešča, ministrstvo zbira pač podatke, ki bi se lahko še posamezno medicinsko sestro zdravnika premestilo, ampak seveda kapacitete so na zgornji meji. Namreč vedeti moramo nekaj, kot je bilo že včeraj tudi omenjeno s strani strokovnega direktorja Mariborske bolnišnice, pri nas je življenje odprto, dogajajo se prometne nesreče, delovne nesreče, druge okužbe, skratka delovno breme je večje, kot je bilo v lanskem letu v času zapore države. In če želimo živeti normalno, torej obdržati odprte šole, obdržati odprto gospodarstvo, se moramo zavedati, da seveda ima to svojo ceno. Zato moramo vse dejavnosti izvajati na tak način, da ta cena ne bo prevelika. Imate morda kako oceno, koliko je recimo intenzivnih postelj, ki bi jih bilo treba imeti na rezervi za ne-covidne bolnike, se pravi zaradi prometnih nesreč, kakšnih drugih? Torej, v času pred epidemijo mislim, da je bilo v Sloveniji 230-250 postelj intenzivne terapije stopnje 3. To je te za najtežje bolnike, ki so seveda potrebne tudi za obravnavo hudo bolnih bolnikov s COVID-19, ko približno malo manj kot 1% okuženih je v takem stanju, da potrebuje. Zdaj, iz tega seveda toliko je tudi dejansko usposobljenega kadra. Opreme seveda je bilo v tem času nekaj pridobljene, ampak kader je pa nemogoče zagotoviti. Lahko se ga za silo zagotavlja z ljudmi, ki so prej delali recimo na oddelkih za intenzivno terapijo, pa so šli na druga delovna mesta, ti se lahko vrnejo še z nekaj izkušnjami, ampak število teh je zelo, zelo omejeno. Jaz bi za na konec morda še eno vprašanje. Ne vem, če ste si morda uspeli prebrati, revija Lancet je objavila neko raziskavo o učinkovitosti cepiv, ki naj bi pri AstraZeneca recimo po 120 dneh padla na nič. Lahko to pokomentirate, zakaj v bistvu gre
Torej ja, to je do neke mere pričakovano, gre za dve stvari. Eno je upadanje učinkovitosti cepiv, o čemer se podatki pač postopno nabirajo, ker je pač minilo toliko časa. Po drugi strani gre za delta varianto, ki kroži pač po Evropi in po večjem delu sveta, proti kateri so cepiva slabše zaščitna. Zato smo tudi v Sloveniji sprejeli priporočilo, in jaz ga bi zdajle še enkrat res položila vsem ljudem na srce, da se cepijo z 3. poživitvenim odmerkom po 2 mesecih, če so bili cepljeni z vektorskimi cepivi. To je izjemno pomembno za njihovo varnost, pa tudi za varnost bližnjih družinskih članov. Še kakšno vprašanje? Ne? Morda? Ne. Ne? Še kakšen komentar? Ne. Potem se najlepše zahvaljujemo in nas bomo pozdravili. Hvala lepa. Srečno se.